slučaj, da je moje predavanje, ki je na koncu naslovljeno isto kot sam projekt Zgodbe staranja. Prej, ko smo se pogovarjali ob kavi, je dr. Bogomir Novak rekel, da je to fino, da je na koncu en tak povzetek, da se še enkrat ponovite vse, kar smo se naučili tekom teh dni. Ampak mogoče bolj kot povzetek bo res en tak pogled na to, kaj pravzaprav so želele prinesti zgodbe staranja in kaj si želimo v bistvu, kakšen prostor so želele soustvarjati zgodbe staranja. Namreč, naš namen je bil res osvetliti staranje z različnih vidikov. Sami projekti, ki so potekali pod okriljem Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, so v bistvu res želeli opozoriti vse generacije, da se nas staranje tiče. Da se nas staranje tiče vseh. Da se staramo mi, da se starajo naši najbližji, da se stara družba, v kateri živimo. Ampak da je v bistvu to vprašanje, ki ga moramo osvetliti z različnih vidikov. In v bistvu je bil to namen tako konference, kot vseh spremljevalnih dogodkov. Ker danes je pravzaprav staranje tema, o kateri vedno več govorimo, o kateri tudi vedno več beremo v časopisih, ampak zelo pogosto vso to poročanje o staranju ostaja zelo na površini. Ukvarjamo se s tem, kakšno hrano naj bi jedli, pa bo povsem spremenila naše življenje, pa kaj tistih 8 srečnih navad, pa bo naše staranje perfektno in smrt nas nikoli ne čaka. Ampak, ko se pa sploh hočemo vprašati o tem, kaj sploh je staranje, pa v bistvu potrebujemo en premislek, en poglobljen dialog in v bistvu sodelovanje med različnimi strokovnjaki z različnih področij. V bistvu že ko smo začeli s temi projekti, Tilka je omenila, da je v bistvu letošnja konferenca neke vrste zaključek in vrh, ampak v bistvu tudi pričakovanje tega, kako bojo šle stvari naprej, projektov, ki so potekali pod okriljem Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. In v bistvu lahko rečem, da smo s Tilko začeli, ker pač ta prvi projekt skozi knjige Pogovor o starosti je temeljil prav na delavnicah, predvsem z mladimi, ki smo jih želeli nasloviti, da se jih staranje tiče. In imeli smo na primer delavnice na osnovni šoli s tretješolci, kjer smo odpirali dialog o staranju s slikanicami. Potem smo imeli pa tudi medgeneracijska srečanja, na katera so otroci potem povabili svoje babice in detke ali pa kakšne druge starejše sorodnike, tudi kakšne mame in očeti so prišli. Je bilo tako zelo prijetno druženje, ker v bistvu so se na nek način družili ob knjigah, povezali ob knjigah. V bistvu smo spodbujali to družinsko branje. Meni je bilo super, ker smo jih spraševali, a doma berete. In pravzaprav smo vedeli že odgovor glede na to, kako se je razvil ta pogovor ob knjigi pri njih, ali babica si vnučka vajno posadila na naročje pa sta brala, ali je šlo bolj počas. Ampak tudi tam, kjer je bil odgovor, ne, pravzaprav to počnemo prvič, smo v bistvu videli, kako uživajo v branju in v bistvu upali, da smo spodbudili nekaj. Ampak en del teh medgeneracijskih srečanj je bil pa tudi kviz o biološkem staranju. Namreč mi smo hoteli, v bistvu je tudi Tilka že nekako nakazala, in moj namen je bil, da v bistvu odpremo dialog z literaturo, da potem pa v bistvu se pogovarjamo tudi o teh bioloških, znanstvenih vidikih staranja, o filozofskih vprašanjih, ki jih odpira staranje. In danes veliko govorimo o tem, kako je otroke težko prepričati, da bojo poslušali enourno predavanje, in kviz je bil v bistvu en tak način, kako jih interaktivno spodbuditi, da poslušajo. Ker potem, ko so otroci odgovorili na vprašanje, jih je zelo zanimalo, a so odgovorili pravilno ali ne, pa tudi zakaj niso odgovorili pravilno ali pa so. In v bistvu smo jih nekako tako čez vprašanja vodili skozi eno zgodbo o tem, kaj je staranje, kako ga razumeti, kako razumeti starostne bolezni. Hkrati pa v bistvu tudi po vsakem vprašanju jim ponudili en malo daljši odgovor, zakaj je določen odgovor pravilen, pokazali kakšno sliko, kakšen graf in tako naprej. In tukaj se je zelo zanimivo pokazala razlika o tem, o čemer sem govorila na začetku. V tej razliki, da imamo neko, zdi se nam, da imamo neko poznavanje staranja in starosti in starostnih bolezni, ki ostaja na površini, ampak pravzaprav tiste podlage pa pogosto nimamo. Namreč, ko smo mi prišli na primer do vprašanj o starostnih bolezni, eno vprašanje bilo to, ali poznamo zdravilo za demenco. In kot vidite, so čisto vse, mi smo imeli tako, da so pravzaprav odgovarjale skupine. Povezali smo otroke pa starejše v skupino in so odgovarjali skupaj, in kot vidite, so vsi odgovorili, da zdravila, ki bi preprečevalo ali zdravilo demenco, še ni. Obstajajo le zdravila, ki lahko bolnikom z demenco začasno izboljšajo počutje ali razpoloženje. Skratka, gre za novico, ki je v bistvu res v medijih zelo pogosto srečamo, ker to je tista bum novica, da zdravila za demenco ni, to so vsi vedeli. Potem smo imeli vprašanje, kaj je demenca.
tukaj pa ni bilo več, tako da bi vsi vedeli, tukaj je pa pravzaprav za pravilen odgovor se odločila malenkost dobra polovica, kar 6 od 13 skupin se je pa odločili za odgovor, da gre pri demenci za nenadno izgubo spomina in drugih možganskih sposobnosti, ki se pojavi pri starejših ljudeh po okužbi z demenco. Tisto, kar se je meni zdelo tukaj tudi zanimiv je, tukaj so bile skupine, ki so odgovarjale, torej otroci in starejši. In kar ene par detkov, ki se jim je zdelo grozno, da so na tako vprašanje nepravilno odgovorili, se je potem pritožil, da je bil to pravzaprav zavajajoč odgovor. Zakaj? Zato, ker najdemo izgubo spomina čisto na začetku. In ker je pravzaprav to način, na katerega smo se navadili funkcionirati, da ne iščemo nekih poglobljenih odgovorov, ampak iščemo neke hitre asociacije. Pri prvem odgovoru se je spomin znajdu šele v oklepaju in seveda mi pač spomin, demenca, to gre skupaj. In pravzaprav ni bilo niti enega temeljitega premisleka, enega temeljitega prebiranja tega vprašanja. In mene je to v bistvu res še bolj spodbudilo, kako je treba v bistvu poglobljeno nasloviti ta premislek staranja in starosti in kaj to sploh je. In prav to je bil v bistvu namen tudi konference Zgodbe staranja, ker smo res želeli v bistvu povezati vodilne znanstvenike z področja biologije, medicine, filozofije, literature, različne predstavnike dobrih praks. Meni se zdi, da smo danes res dobili eno tako bogatstvo tega, kaj se da narediti in kako se da. In tudi tukaj se mi zdi ena taka zelo dragocena informacija, da se je v bistvu videli, da so te projekti res zaživijo in so res dobri, tudi šele, ko se jih je res poglobljeno premislili, kaj želimo doseči, kako se bomo stvari lotili. Se mi zdi, da smo danes res slišali 8 praks, ki temeljijo na tem premisleku in ne ostajajo na površini. Mene je zelo veselilo, da sem imela lansko leto v okviru projekta skozi knjige, s knjigami in filmi do znanosti in etike, priložnost dela tudi študenti univerze za 3. življenjsko obdobje. Ker namreč tukaj se je zdaj malo spremenila situacija, ko nismo delali več z otroki, smo v bistvu lahko na malo drugačen način z literaturo vstopali v dialog o staranju. In jaz sem prišla do priložnosti, da nismo imeli samo literarnih del, ampak da smo si lahko vzeli tudi eno filozofsko delo za vstop. In sicer tek Silvije Štöller, avstrijske filozofinje in njenega preplet časa pri Beauvoirevi in Merleau-Pontiju. Namreč Silvija Štöller želi v bistvu podati eno filozofsko podlago za tvorjenje ene medgeneracijske družbe, kjer v bistvu izhaja iz filozofije Simone de Beauvoir, ki poudarja, da moramo v bistvu v starejšem vedno videti samega sebe, kakršni bomo nekoč, in po drugi strani Merleau-Pontija, ki izhaja iz tega, da moramo v otroku videti vedno samega sebe, kakršni smo nekoč bili. In v tej povezavi v bistvu vidi eno podlago za samo razumevanje in tudi za razumevanje drugih medgeneracijskih družbi. Ampak tisto, česar pa v bistvu izpostavljam na tem mestu Silvijo Štöller, je v bistvu tale zaključen odstavek, ki se mi zdi, da je v bistvu tisto, ki nekako kaže, fokusira se v bistvu na eno od glavnih idej tega projekta, pa bi ga zato kar v celoti prebrala. V predgovoru k svojemu delu Staranje Beauvoirova jasno razloži svoje stališče, da se lahko starost dojame le v njeni celovitosti, da jo je potrebno obravnavati tako kot biološko in kot kulturno dejstvo. S tem pogledom se strinjam. Obravnavati starost v njeni celovitosti pa lahko pomeni tudi preiskovati jo z naslednjih 3 stališč. Stališča odnosa do sveta, stališča odnosa do tujega in stališča odnosa do samega sebe. Če ostane eno od teh stališč premalo osvetljeno, ostane po mojem mnenju celotna perspektiva nedorečena. Saj odnos do sveta in odnos do tujega vedno vplivata tudi na odnos do samega sebe. In seveda velja tudi obratno. Skratka, tisto, kar se zdi meni res pomembno je, da tudi če se bi odločili, da se osredotočimo samo na filozofski vidik staranja ali pa samo na biološkega, s tem nismo samo izolirali enega, ampak tudi tega ne moramo v bistvu spoznati v celoti. Ker se mi zdi, da se pač te pogledi res tako pomembno med sabo prepletajo, da nobenega vidika staranja pravzaprav ne moramo zares razumeti, če nismo upoštevali tudi ostalih. In tukaj se mi zdi res pomemben v bistvu, kako tudi že Simone de Beauvoir izpostavil, da lahko na staranje gledamo samo kot na biološko in kot kulturno dejstvo. Ker dejstvo je, da staranje v bistvu temelji na simptomih staranja, ki jih opazujemo, da lahko pač staranje opišemo z biološkega vidika.
Ampak kaj pa staranje nam pomeni danes, je pa zelo pomembno kulturno in družbeno pogojeno. Kdaj smo stari? Ko sami pri sebi opazimo simptome staranja, ako jih drugi opazijo, ako nas začenjajo ovirati pri delovanju v družbi, ali takrat, ko smo tako stari, da drugi mislijo, da že kažemo simptome staranja oziroma bi jih mogli kazati. Ali smo stari takrat, ko dosežemo določena leta, ko dobimo popust na bazenu, ali takrat, ko nam osivijo lase, ali ko opazimo prve gube. Skratka, zdi se mi, da v bistvu tukaj res, če želimo razumeti staranje, moramo razumeti, ali pa saj poskusiti razumeti te različne poglede na staranje. In tako smo v bistvu želeli s konferenco in z vsemi dogodki v bistvu nasloviti prav ta temeljna vprašanja o staranju, od tega, kako razumeti staranje, kaj se sploh stara. Meni se je super, da sta v bistvu včeraj tako profesor Kirkwood kot profesor Majdič naslovila to vprašanje in vam predstavila Trdoživa. To je še Trdoživ v varianti Ivana Mitrevskega. Tale mu je malo bolj za hece. Tudi vprašanje, kdo je star, skratka, kdaj smo stari in kakšna je tukaj vloga pravzaprav tega, kako stare se počutimo. Jaz mislim, da smo tudi to vprašanje zelo veliko vidikov odprli. Včeraj, predvsem mogoče z biološkega pa medicinskega vidika, ampak v bistvu danes predstavitvami teh dobrih praks ste pa tudi videli, v bistvu, kako pomembno je, kako se sami odločimo, kako stari smo. In to je tudi ena od stvari, naprimer, ki smo jo vedno znova slišali na okroglih mizah v povezavi z literarnimi junaki. In tukaj smo že pri tej točki, ki jo bi res rada izpostavila, skratka, ena posebna stvar se mi zdi pri zgodbah staranja je prav ta vloga literature. In sicer iz dveh vidikov. Literatura je bila v bistvu najprej neka spodbuda, da se je sam projekt začel. Zakaj? Jaz v bistvu literaturo vidim tudi kot neko zrcalo družbe in kot nek kalup. Kaj mislim s tem? Vsekakor ne, da bi se literaturo zreducirali na zrcalo, pa vendarle, ko avtor piše, se v literarnem delu zelo dobro kaže, v kakšen življenjski svet je vpet avtor. Kakšna je družba, iz katere izhaja, kakšni so njegovi pogledi. Še toliko bolj se to vidi, kadar gre za otroško literaturo. Prvič zato, ker mora biti nekako enostavnejši, ker ne more v bistvu hermetično zapreti te svoje sporočilnosti, jo prikriti s slovom. Po drugi strani tudi zaradi tega, ker otroška literatura ponavadi prinaša dva koda, ker prinaša besedo in ilustracijo. In če se mogoče pomen nekje še malo prikrije, to sporočilo potem najdemo mogoče v drugem sporočilu. Kratka, zdi se mi, da ob analizi otroške literature lahko zelo dobro vidimo, kaj nam določene stvari pomenijo v družbi, kakšno vlogo imajo, kako se povezujejo z drugimi elementi. Po drugi strani pa se mi zdi, da ima otroška literatura še vedno zelo pomembno vlogo kalupa. Zdaj, včasih se je o tej didaktični vlogi literature ogromno govorilo. Če beremo Platona, on pač vidi temeljno vlogo literature v njeni didaktičnosti. Ali pa če naprimer pogledamo na viktorijansko vlogo otroške literature. Danes, če ima neko literarno delo za otroke premočno didaktično komponento, pravzaprav to dojemamo kot znak, da ne gre za literaturo najvišje kvalitete. Pa vendarle se vsi še vedno zavedamo, da ima v bistvu otroška literatura velik vpliv na to, kako otroci gledajo na svet. Ne nazadnje, to kažejo vse tako strokovne kot laične polemike, ko so naprimer določena dela izbrana za naprimer Cankarjevo tekmovanje ali pa ko so jim podeljene nagrade. Ali pa ne nazadnje, če izpostavim naprimer zadnje premišljevanje o knjigah in tem, kako prikazujejo dekliške in deške like, naprimer ta boom o pravljicah za lahko noč, za uporniška dekleta. Skratka, vidimo v bistvu, koliko polagamo v literaturo, kako se nam zdi, da v bistvu to, kako literatura prikazuje vlogo dečka ali pa deklice, koliko pomembno se nam zdi to za to, kako bojo potem otroci v bistvu si postavljali neke vzornike in v bistvu na kak način bojo videli svet. Skratka, zdi se mi, da še vedno otroški literaturi priznavamo to vlogo kalupa in da zaradi tega v bistvu tudi, če analiziramo otroško literaturo, zelo dobro vidimo, kaj si pravzaprav želimo za prihodnji svet, kako bi radi, da otroci vidijo svet.
kaj jim v bistvu polagamo v knjige in s tem nekako sodoločamo družbo v prihodnosti. In ko sem analizirala v bistvu, kako staranje in starost prikazujemo v otroških slikanicah, jaz sem se osredotočila na otroške slikanice, ki so bile izdane v Sloveniji in pa Veliki Britaniji, se videla, da v bistvu seveda starostniki nastopajo v otroških slikanicah, ampak predvsem v naslovnih vlogah, kot babice in dedki. Zelo redko pa jih prikazujemo v bistvu kot en del našega sveta, kot en del mreže, ker bi na primer prikazovali glavnega junaka z mamo in očetom, ampak še vedno sta pa tukaj na primer babica in dedek ali pa starejši sovaščani, ki imajo pomembno vlogo. Ena taka izjema so na primer švedske slikanice, Astrid Lindgren, ali pa na primer ena taka zelo fajn izjema sta na primer Findus in Petersen, ker ne samo, da pravzaprav imamo samo starejše v slikanici, ne samo, da imamo v bistvu starejšega v naslovni slikanici, ampak tudi za vse dogajanje v bistvu poskrbi ena taka mreža starejših. Tisto, kar se tudi pokaže, ko pogledamo slikanice, je, da zelo redko govorimo o staranju, o boleznih, o smrti. In da tudi, kadar so te teme omenjene, avtorji zelo pogosto poskušajo biti čim manj konkretni in čim bolj metaforični. To se pa lahko izkaže kot zelo problematično. Ker na primer potem pridemo do slikanice, ki se začne tako, da imamo dedka, ki je bil že večkrat hospitaliziran zaradi težav s spominom. Dobro, sklepamo, da ima že zelo napredovalo demenco. In ta dedek zdaj skupaj z babico odide z dom za ostarele, ampak potem, ko ga pač glavna junakinja tam obiskuje, dedek živi povsem normalno življenje, brez kakršnih koli težav s spominom, pomaga babici, ker je on tisto, kar je bolj pri močeh in tako naprej. Vemo pa, da pač pri demenci ni mogoče, da bi se stanje izboljševalo, da gre stanje vedno navzdol in da če je bil nekdo hospitaliziran iz demence, pač je tako dogajanje naprej praktično nemogoče. Skratka, s tem, ko avtorji poskušajo biti nekonkretni, ko se v bistvu nekako izogibajo omembe znanosti, pravzaprav otrokom ponujajo napačno sliko. In predstavljamo se, kaj se zgodi, če zdaj tako slikanico bere otrok, ki pa ima to izkušnjo, če ima dedka, ki je bil hospitaliziran zaradi demence. Potem pa pričakuje, da se bo zgodilo tako, kot se zgodi v nadaljevanju slikanice, da pač čez 14 dni se bosta pa z dedkom igrala in pogovarjala in dedek bo skrbel naprej za babico in vse bo v najlepšem redu. Skratka, tisto, kar je mene zanimalo, je, zakaj se pravzaprav to dogaja, zakaj staranja, pa z nekih simptomov staranja ali pa prikazovanja starostnih bolezni, pa smrti, zakaj tega pravzaprav v otroški literaturi toliko malo. In se mi zdi, da glavni odgovor je strah. Da nas je predvsem odrasle strah staranja, smrti, tudi znanosti ne nazadnje, predvsem pa, da nas je o tem strah spregovoriti z otroki. Zakaj nas je strah spregovoriti z otroki? Ker otroci pa ne postavljajo tistih vprašanj na površini, o katerih smo govorili prej. Otroci bi pa radi odgovorili na tista vprašanja, ki smo jih izpostavili na začetku. Skratka, ko enkrat začnemo z otroki debatirati o staranju in smrti, bomo slej ko prej prišli do vprašanja, kaj je staranje, kaj je smrt, kdo se stara, kdo je star in tako naprej, in teh vprašanj se pa pogosto bojimo. Ampak v bistvu je bila nekako ta podoba, ki jo je ponudila literatura, tudi ena od spodbud, da smo sploh začeli s temi projekti, skratka, da bi odprli ta dialog o staranju in smrti z najmlajšimi in da bi v bistvu presegli ta strah. Ker ne nazadnje, če z otroki o teh temah ne spregovorimo, to je pa že izpostavljeno, v bistvu se strah samo krepi. In otroci so v stiski in v bistvu jim lahko najbolj pomagamo, če ta dialog začnemo čim prej. In če v bistvu, ko pridejo do situacije, so na njo že vsaj delno pripravljeni. Potem je imela pa v bistvu literatura ključno vlogo prav pri odpiranju dialoga. Izkazalo se je, da ko otroci berejo literarna dela, da pravzaprav padejo v zgodbo, da tisto, kar si oni zapomnijo, ima tako vlogo, kot da bi vse to doživeli. Ko so na primer brali Bombonček za Dedija Edija ali pa Babica moja pogosto pozabi, so na primer blazno dobro si zapomnili vse simptome demence, ki so na primer prikazani v obedveh teh knjigah. In potem, že trikrat pokazala, mi smo imeli en tak letak od Alzheimer's Organization UK, kjer so našteli tiste glavne simptome demence, če jih opazimo pri svojih bližnjih ali pri samih sebi. In potem so znali otroci zelo hitro povezati, naprimer simptome Dedija Edija ali pa Anžetove babice s tem, kar so videli tam na letaku.
Se je pa zgodilo tudi to, kar sem omenila prej, če je avtor ni dovolj konkreten, otroci pa hočejo te informacije in si jih zapolnijo sami. In ne vedno pravilno, ampak to ostane en del njihove zgodbe. In Tilka je že prej omenila knjigo Človek ne spomni se, gre v bistvu za en tak malo bolj terapevtski pogled na soočanje deklice s starostno boleznijo, torej z demenco pri babici. In tudi to smo vključili knjigo v te bralne delavnice, ampak dve deklici, ki sta brali to knjigo, sta potem, ko smo jih spraševali, kaj je demenca tam v kvizu o biološkem staranju, vztrajale pri tistem odgovoru C, da gre za nenadno izgubo spomina. In potem sta razložili, da v tej knjigi vendar piše, da je babica nenadoma zbolela in odšla v dom za ostarele, potem, ko pa je babica v domu za ostarele, pa v bistvu ves čas spremljamo ta razvoj demence pri babici. Seveda, avtorica ni mislila, da je babica nenadoma zbolela za demenco in zato odšla v dom za ostarele, ampak ni pa pravzaprav natančno povedan, kaj je bil tisti vzrok, zakaj je babica odšla v domu za ostarele. In seveda sta si deklici dopolnila zgodbo, govorili se o demenci, babica je nenadoma zbolela za demenco. In v njuni podobi je v bistvu demenca postala nekaj, za čimer nenadoma zboliš in je tukaj. In to podobo, ker sta jo prebrali, je bilo zelo težko premakniti z neko nadaljno razlago, kako pa pravzaprav izgledajo starostne bolezni. In tukaj vidimo v bistvu, kakšno pomembno vlogo ima literatura. Kako se v bistvu to znanje res vsrka v otroke in tudi po drugi strani, kako pomembno je, da smo pa tudi, če gre za dela, kjer je poudarek predvsem na poudarjanje mogoče na nekih literarnih vidikih, na tem, da gre za res kvalitetna literarna dela z dobro ilustracijo, zanimivo zgodbo, dela, ki mogoče temeljijo na medosebnih odnosih, ne pa na prikazovanju staranja pa starostne bolezni, kako pomembno je, da smo tudi v teh delih natančni. Druga ena zelo pomembna vloga knjige je pač to odpiranje dialoga o temah, o katerih težko spregovorimo. Tilka je omenila že obe dve te knjigi, jaz pravila treh vedno izpostavljam, ker se mi zdi, da je to v bistvu eno najboljših mladinskih del, ki smo jih dobili v zadnjem času. Ker se mi zdi, da je ta premislek odločanja o lastnem koncu nekaj, s čimer se danes v družbi več generacij vsi soočamo in o čemer celo odrasli med sabo zelo težko spregovorimo. Tukaj se mi zdi pa res posebna spretnost avtorice, kako je v bistvu na nek navidez lahkoten način spregovorila o tej temi in kako v bistvu otrok ni obtežila. In to lahko rečem iz izkušnje iz delavnic ali pa izkušnj s svojimi otroki, ki so prebirali knjigo, da v bistvu gre za knjigo, ki res odpre dialog o težki temi, ampak spodbudi ta dialog, hkrati pa otrok ne obteži. In se mi zdi, da pri pogovoru z odraslimi bralci imajo pa zelo podoben učin Skrivni dnevniki Henrika Gröna, starega 85 let. Mi smo imeli, pravzaprav se je ta teden nekako začel z okroglo mizo v konzorciju, ker smo po to debato o staranju in starosti odpirali prav s Skrivnimi dnevniki Henrika Gröna in meni se zdi tukaj zanimiv, kako gre v bistvu res za knjigi, ki sta humorni, polni humornih domislic in tega optimističnega Henrikovega tona, ampak hkrati je pa rdeča nit obeh dnevnikov prav premislek staranja, sprememb, ki jih prinaša staranje, soočanje s smrtjo in v bistvu avtor odpira nekatere zelo tabuizirane teme. Od tega, kako se soočati z izgubljanjem identitete v primeru starostnih bolezni, z odločitvijo o lastnem koncu, z vprašanjem eutanazije. In tisto, kar se mi zdi zanimivo, je, da sta Skrivna dnevnika Henrika Gröna pravzaprav res uspešni mednarodni uspešnici. Tudi na okrogli mizi je urednica poudarila, kako priljubljena sta bila pri nas. Ampak ko pa prebiramo recenzije, mene je zelo presenetilo, ker sem se pripravljala na okroglo mizo in iskala, kaj drugi rečejo o teh tabuiziranih temah in ugotovila, da nič. Da v recenzijah, če mi preberemo recenzije teh del, si pravzaprav mislimo, da bomo brali dve knjigi o vožnjah z rolatorji, pa o prevzemanju oblasti v domu za ostarele in tako naprej. Skratka, očitno gre za teme, ki nas zanimajo, ki se nas tičejo, drugače Skrivna dnevnika si predstavljam ne bi bila tako uspešna, ampak po drugi strani pa za teme, o katerih še vedno težko spregovorimo. Celo na način, da bi jih, na primer, razprli pa bolj analizirali mogoče v nekih kritikah in recenzijah. Pol na okrogli mizi urednica Skrivnih dnevnikov, dr. Darja Marinšek, je zelo študiozna in ko sem ji jaz povedala, česa se mislim dotakniti, se je vrgla v iskanje recenzij, če to res drži in potem na okrogli mizi povedala, da pa je najdla eno recenzijo, za katero sicer do zadnje
vrstice ne bi rekla, da govori o eutanaziji, ampak ja, če si pa pomislil, je pa pravzaprav bila to tema. Skratka, vidi se v bistvu, kako težko o teh temah spregovorimo, ampak kako so pravzaprav to teme, ki se nas tičejo. In tudi tukaj na tej okrogli mizi, meni bilo zelo zanimivo potem, ko smo imeli eno tako zelo živahno debato s publiko, ker so vsi poročali, da gre v bistvu za knjigo, ki je vedno doživela burne odzive. Ko so jih naprimer dali za darilo, naprimer svoji mami ali pa tašči, ali je knjiga navdušila, ali je knjiga jih v bistvu nekako spodbudila in dala kakšno idejo, ali pa se jim je zdelo, da je knjiga pravzaprav čist napačna. In da je tudi vizija njihova, kako jih bližnji vidijo napačna in je v bistvu sprožila eno tako užaljenost, kot sej ta Henrik pa staranje prikazuje čist preveč lepo. Vi sploh ne veste, pač staranje ni samo to. Se mi zdi, in potem smo se pogovarjali v bistvu, kako se vidi tukaj, kako globoko mora biti, kako kompleksno mora biti literarno delo, da v bistvu sproži tako različne in tako diametralno nasprotne odzive. Kako so nekateri brali knjigo kot zelo veselo in komično, nekateri pa v bistvu kot zelo tragično in žalostno. Nekaj na okrogli mizi je bila tudi Mateja Hauser, odgovorna oseba Dosorja, Doma starejših občanov v Radnici, ker imajo en super projekt, Dosorjeva bukvarna, kjer morajo vsi zaposleni vsako leto prebrati 2 literarni deli, potem se pa dobijo na neke vrste evalvacij, kjer se pogovarjajo o teh literarnih delih. In tukaj mislim res vse zaposlene, pač od medicinskih sester, kuharic, strežnic in tako naprej. Zdaj so menda že drugo leto v tem, kako hitro preberejo knjige, zmagala skupina strežnic. In potem je pač skrivni dnevniki Henrika Gröna so tudi na seznamu teh izbranih del in zdaj so se odločili, da bojo v bistvu ta izbrana dela priporočali tudi svojcem zaposlenih. In ko so svojci brali to knjigo, so se ob njej strašno smejali in se jim je zdela blazno humorna. Ko so jo brali zaposleni v domu, se jim je zdela zelo žalostna pa zelo tragična. Skratka, se mi zdi, da se tukaj res vidi v bistvu, kaj je dobra literatura. In ne nazadnje se mi zdi, da je v bistvu knjiga tudi tista, ki spreminja svet, ki vpliva na to, kako razumemo svet in ki je neke vrste podlaga za grajenje neke medgeneracijske družbe, ki, kot sem rekla že včeraj v uvodu, staranje družbe ne vidi kot problem, ampak v bistvu kot neki izziv. Kot nekaj, kar je tukaj in kar lahko izkoristimo v svoj prid. Tilka je izpostavila pšenico najlepši svet, očitno gre tukaj za zelo staro ljudsko znanje, glede na to, da v bistvu to ljudsko pripoved v različnih variantah najdemo pravzaprav v vseh kulturah. In tako vlogo imajo po moje štele izbrane knjige za otroke, v katerih smo tudi spregovorili včeraj. Jaz sem res vesela, da je v sodelovanju z založbo Zala prišla k nam Antje Dam, se v obisku je več spregovorila tudi Tilka. Spregovorili smo o kravi, ki je lajala v luno in pa v obeh zbirkah kratkih zgodb Maše Ugrizek. Tisto, kar se mi zdi zelo zanimivo, o čemer smo včeraj spregovorili, je tudi to, kar je že danes naslovila Nina in o čemer smo tudi že govorili tukaj, da pravzaprav teme staranja in starosti, pa prikazovanja starejšega človeka, tudi prikazovanja starajočega se telesa, kar je Tilka izpostavila, kako je to v bistvu dobro izpostavljeno pravilu 3, ker včeraj smo se pogovarjali, kako je v bistvu Peter Škerl zelo brez zadržkov slikal staro kravo mrvico. Jaz sem Mido vprašala, če si je kravo mrvico predstavljala takole, kot jo je potem upodobil Peter Škerl, pa rekla, da pravzaprav se je zdela, da je knjiga že sama tako zelo kompleksna, da si želela ene take malo bolj igrive ilustracije. Ampak potem je Peter Škerl blazno študiozno se lotil te slikanice. Jaz tudi mislim, Peter Škerl je eden vodilnih slovenskih ilustratorjev, pa vsem mislim, da je to eno njegovih najboljših del. Da gre tukaj res za en tak močen ilustratorski izraz. In na koncu smo prišli do krave mrvice, ki je stara, ki je zelo realistično stara, ampak s katero se res lahko poistovetimo, ki so jo pa po drugi strani otroci zelo vzeli za svojo. No in prav o tem smo spregovorili, da pravzaprav otroci, tako gospod Ljudmilo, kot Kokodajso, kot kravo ali pa gospod Elzo iz obiska vzamejo za svojo. Zatakne se pa pri odraslih. Antje Dam je na primer poročala, da je imela pri obisku kar nekaj težav z uredniki. Ker se jim je zdelo v bistvu precej problematično to, da je v glavni vlogi ena osamljena stara gospa, knjiga je namenjena pa otrokom. Kako se bojo otroci poistovetili s staro gospo?
In da je v bistvu velik problem, ker prideš do otrok, moraš čez celo kupico odraslih, ki imajo predsodke. Otroci nimajo predsotkov. Ko zdaj otrokom prebira obisk, ko naprimer mi je razlagala, da najrajši ima Kamishibai in potem ima Kamishibai skupaj s Elzo in Emilom in v bistvu, mislim, ste že videli fotografije, ki jih je pokazala Tilka, kaj Ante med otroki, ni nobenega vprašanja, ali jim bosta Elza pa Emil blizu ali pa všeč. Tudi ni vprašanja, ali jim je Emil bližje kot Elza. Skratka, otroci nimajo predsodkov in jih zanimajo te teme in so se pripravljeni o teh temah pogovarjati. Skratka, jaz upam, da smo tako z literaturo v preteklih projektih in da smo v bistvu s tem dialogom, ki smo ga odprli z združevanjem strokovnjakov z različnih področij, s predstavitvami različnih dobrih praks, da smo odprli nek dialog o staranju, da smo povezali različne poglede, osvetlili staranje z različnih smeri in da se bo ta dialog nadaljeval. Jaz bi se na tem mestu samo še enkrat zahvalila vsem podpornikom in sodelavcem pri projektu in vam, da ste vztrajali do konca. Hvala za pozornost. Hvala za predavanje. In zdaj vas krvavim k komentarjem, vprašanjem. Mislim, da se je nabralo kar nekaj materijala za razmišljanje in zato za nadaljevanje pogovora. Da, prosim. Še tako tudi zvočnik, še bolj, ampak... Zvočniki danes niso na naši strani. Ko smo ta 2 dni poslušali predavanja vaša, danes okroglo mizo, mislim, da se zelo lepo pokaže en skupni imenovalec. Starejši smo zelo hvaležna publika. Karkoli naredite, karkoli izzovete, sprejemamo. Zlasti s tem premagujemo socialno izločenost. In vsaka oblika, ki se je tu pokazala, je dala eno priložnost skupnosti, ki je nastala. Ali ko so peli, ali ko so se učili računalnike, spoznavati tablice in tako dalje, ali ko ste v knjižnici tu in tam organizirali te skupine. Ne? In mislim, da bi na to sprejemljivost starejših, ki jih je pa v Sloveniji 600,000 upokojencev, to je ena ogromna plast prebivalstva, ki jo bomo morali nekako obrniti in malo drugače gledati, vsemu priti in drugače uporabljati in drugače vključevati in jih iz te socialne izločenosti noter potegniti v srčiko družbe, da imamo vsi nekaj od tega. Ne? To je eno ogromno delo, megalomansko in lepo je videti, na koliko točkah se vse to pojavlja in so začele lučke goreti. In hvala vam. Ja, hvala za tale komentar. Ja, se mi zdi, da je prav to, se to sam izpostavila na začetku okrogle mize. Zdi se mi, da teh projektov ni malo, se potekajo v različnih okoljih, ampak pravzaprav se tega niti ne zavedamo. In mislim, meni se zdi, da ste res predstavljene take čudovite izkušnje, ogromno nekega znanja, ki ga je potrebno deliti. Ker v bistvu se začnejo neki novi projekti čist drugače, če že imamo neko začetno znanje, že se v bistvu delimo te informacije. Še ena misel je, lepo ste povedala, profesor Krančeva, da smo se pravi pozni odrasli, v bistvu preveč poslušni. Mi sprejemamo, kar nam družba zdaj daje, recimo rento za delo. Ampak kaj pa mi odrasli sami v sebi povemo, če ne spadamo ravno v tisto 1/3 najbolj aktivnih in 1/3 še aktivnih, se pravi realnih s tem Ramovšu. Medtem, ko je konstantno vsaj 1/3 popolnoma pasivnih. Doma gledajo televizijo, v bistvu nočejo biti za nobeno rabo, so
tako zdravstveno obrabljeni ali kako drugače, enostavno nimajo več javne besede. Jaz si jo pač vzamem, recimo, na ta način, če sem kam povabljen. Večina pa niti povabljenih ni. Kaj torej, če gremo k izhodišču, kdo piše literaturo o starostnikih? Najbrž kakšne ženske iz srednjega sloja in srednjega življenjskega obdobja, ne tiste najstarejše. To je moja pripomba na to, kar ste dobro ste povedali. Všeč mi je kritičen vidik nad sedanjo literaturo. Ja, hvala. Jaz bi samo dodala tukaj, meni se zdi, da tisto, kar bi lahko tovrstni projekti prinesli, kako jaz gledam na to, je, da to 1/3 dobimo prej, v vrtcu, v osnovni šoli. Jaz mislim, da je bil to en del namena tega projekta, da se v bistvu naslovi bodoče stare s tem, kaj je staranje, kako lahko vplivamo na staranje, kako v bistvu vplivati na to, kako kvalitetno je naše staranje. Jaz vem zdaj, ko so stilko pripravljali pač te didaktične napotke in ko so se v bistvu gledali s tem, kako vključiti naprimer vadbo, kadar delamo v vrtcih, v osnovnih šolah, v srednjih šolah. Ker meni se zdi, da je v bistvu ena taka prednost literature, da dobro literaturo lahko uporabimo pri delu s katerokoli starostno skupino. In potem sem gledala, če mi v bistvu preberemo vadbo, preden gremo v vrtec, pa preden gremo v osnovno šolo, pa pridemo tja s tem znanjem, hkrati pa sabo prenesemo te vaje. Povemo otrokom, v čem je štos vadbe, hkrati pa spodbudimo, da jih nesejo domov, da jih rešujejo skupaj z babicami, pa z detki ali pa s sosedovo teto. Se mi zdi, da smo s tem naredili veliko. Na nek način smo spodbudili starejše, da se tudi oni lotijo te vadbe, ampak to se mi zdi, da je v bistvu postranska stvar. V bistvu smo spodbudili otroke pa starejše, da skupaj preživijo nek čas, da se v bistvu začne ena stvar, ki je mogoče prej ni bilo. In jaz upam, da je ta projekt nekako spodbudil tudi en tak način medgeneracijskega povezovanja. Mene pa recimo osebno čisto konkretno zanima, a se je kdo od prisotnih splošnih ali šolskih knjižnic odločil, da bo v letošnje spodbude k branju vključil prav temo starosti in staranja. Ja, mislim, vaš projekt je zelo dragocen, samo vi zbirate kulturno dediščino in bi zdaj nadgradili ali razširili ali kaj. Ja, leta zdaj v bistvu šole ta center za, se je predstavlja, Dnevni centri aktivnosti. Dnevni center, ja. In sem razmišljala, da bom kaj tega uporabljala tam, ja. Sem šolo kapelano. Ker rada bi vam povedala, da nasplošno kaj bi se rekla, promocija branja ali pa motiviranje za branje z nekimi širokimi seznami ima dober domet. Če pa vi zapakirate projekt, brali bomo na to temo, pa dobite še nekatere zaradi teme, ne zaradi branja. To se je tudi pri nama pokazalo. Ja, to pri nama je bila zelo luštna izkušnja, ker so na primer prišle v razred s tem kupom knjig. In v bistvu smo do otrok pričakovali, da te knjige preberejo. In smo se pogovarjali, pa bi res vključili cele razrede, kaj pa tisti tako imenovani nebralci se ne bojo prebrali pa še tega zraven. Ampak pravzaprav so tisti projekt zelo vzeli za svojega. Od prvih so lahko zbirali, kaj bojo prebrali in so se pač zagrebali za tanjše, bolj ilustrirane knjige. Po drugo pa zato, ker to ni bil bralni projekt. Se niso že vnaprej nekako čutili izločene, ker mi pa ponavadi ne beremo, pa nismo nebralci. Pa če jih ni potegnila literatura, jih je pa mogoče film, ki je bil posnet na to literarno predlogo, pa so se zagrebali za tisto knjigo, ki so jo poznali z filma in tukaj so bile super debate. Jaz se spomnim, na srednji vzgojiteljski šoli smo imeli knjigo Varuh spominov, pa samo eno smo imeli, ena učenka se je takoj zagrebla za njo. In potem smo imeli eno tako zelo dolgo debato, zakaj v bistvu teh motivov staranja pa starejših po filmu sploh ni. Na kar je prišla do mene mentorca in rekla, veš, mislim, to me pa res presenetilo, gre za učenko, ki sploh ne bere, ki nikoli ne govori v razredu. In v bistvu so te različni elementi spodbudili tudi branje. Pa ali je šlo, pri enih je šlo za izkušnje s staranjem, pri enih zato, da smo se potem v znanosti pogovarjali, pri drugih za film, ampak nekako smo literaturo, s tem, ko smo jo povezali, z drugimi področji, smo jo tudi malo drgali zapakirali. Ja.
Aha, jaz bi mogoče samo rekla, da prihajam iz vrtca, iz delovnega kolektiva in mi se prav na nek način, kadar govorimo o medgeneracijskem sodelovanju, nekako gibimo asociacijo v vrtcu, vnuk pa dedek, babica. To je neka taka povezava. No? Mi smo pa pač letos začeli drugače, namreč ocenjujemo, da medgeneracijsko sodelovanje je tudi v naših delovnih timih. Mi imamo vzgojiteljice, ki so stare 20 let in imamo vzgojiteljice, ki so stare 60 let. In tukaj gre pa za neko medgeneracijsko sodelovanje, izmenjave neke znanja in izkušnje, ki so od danes in tiste od prejšnjega časa. Kako to povezovati, zlasti pa temeljiti na strpnosti. To je pa tisto, kar nam v družbi morda včasih nekoliko primanjkuje. Kako biti strpen do nekoga, ki je počasnejši, do nekoga, ki je to nekaj včeraj znal, ko pa je danes svet tako hiter, digitaliziran, poskočen. Da mogoče ta vidik razpravljanja o tem, nas včasih opozori, da je pravzaprav sodelovanje med nami ena velika strpnost, ampak ne strpnost iz nestrpnosti, ampak strpnost v kvaliteti življenja različnih generacij. Tako, mogoče, da mi smo to leto začeli v delovnem kolektivu prihajam pa iz Švedske države. Kot prioriteta. Ja. A veste, povsod, kjer razpravljamo o starih in starosti, naletimo na primere, da takrat razmišljamo samo o ljudeh, ki so v domovih upokojencev. Zlasti, če pridete na političen nivo. Zdaj, tudi primere tukaj pogosti so bili, da so šli ljudje v dom upokojencev, to je 4. življenjsko obdobje. Problem je upokojencev drugi. Upokojenci ne znamo si postavljati sami ciljev, ne znamo strukturirati časa, ne znamo predvidevati perspektive. Mi smo, človek je bitje projekcije naprej. Moraš vedeti, če si šofer v življenju, kam moraš peljati, moraš imeti cilje. Naše življenjske zgodbe, kot jih je Freud obravnaval do 5. leta, nam jih zgradijo v nas predstavo, kako bomo živeli, kaj je prav in kaj ni, ampak se konča ta zgodba pri upokojitvi. Kar ni bilo nič tako hudega. Potem boš hodil v službo, otroci ti bojo že zrasli in potem boš umrl, boš 1 leto ali 2 v pokoju. Danes je situacija drugačna. Mi imamo medgeneracijsko sodelovanje na univerzah za 3. življenjsko obdobje. A veste, med študentkami je po 35 let starostne razlike. One si rečejo, ti pojdi mi po kozarc vode, se si moja hči, a ne bi bila lahko moja hči. Razumete, to obdobje mi se sploh ne zavedamo, da je 30 do 40 let in ohranjeno dokaj vitalno. In ljudje hirajo na tem, ker imajo pa še vedno, kljub vsemu upadanju raznih sistemov, ogromne kapacitete, ki jih kompenzirajo z izkustvi, s premišljeno stvarjo naredijo nekaj, kar ne bi fizično zmogli priti do tja, ampak vseeno to opravijo na drug način. To se pravi, da se kvaliteta življenja ne poslabša in naši drugače pravijo upokojenci, če nekaj počneš, je to zate najlepše življenjsko obdobje, ker si svoboden. Kreiraš. Prej sem moral v službo hoditi, sem moral dolžnosti opraviti. Ampak strukturirano ni. In zdaj vse, kar naredi kdorkoli, ko ponudite nekaj, to jim strukturira čas. In postavi cilje. Vi postavite od zunaj cilje, in mi, ta stari, smo vsi navajeni, da so nam drugi postavljali cilje v službah in povsod. Zdaj ima lažje intelektualce, ampak zamislite si delavca, ni več šefa, ko povedal, kaj se bo delalo in dokdaj treba narediti. Je čisto na planem in se nima s čem drugim ukvarjati kot seboj za destrukcijo. Fromm pravi, če nisi konstruktiven, si destruktiven. Če ne gradiš, uničuješ. Koga naj bi ena upokojenka uničevala v svoj garsonjeri? Samo sebe, Še jo ne boli, ampak čaka, ker jo bo verjetno jutri pa res bolelo. Vse druge izbire nima. Ja, to so realnosti, ki jih mi doživljamo pri naših študentih. In to doreči, mislim, res prosim za prizadevanje vseh nas skupaj, da bi dorekli, ko grem jaz na Ministrstvo za šolstvo, prosim, da nam pomagajo pri usposabljanju mentorjev, ki jih imamo 3000 v Sloveniji za starejše, v 52 krajih.
pravi, ja, se bo že našlo, koliko enodneven seminar ali koliko bi. Ne, gledajte, za otroka v predšolsko dobo 4 leta moraš imeti fakulteto, a ne vzgojiteljice tiste, ki ste. Vi ne morate biti razredne učiteljice, ker pol je druga fakulteta za naslednje 4 leta. In razredna učiteljica ne more iti potem v predmetni pouk, slučajno ne, a ne? Ker zakon jih ne dovoli. Za 30 let učenja, s tem, da je družba pristala na vseživljenjsko izobraževanje, nimamo nobene profesionalizacije. Za 30 do 40 let življenja. Kakšno vseživljenjsko izobraževanje imamo, ne? A veste, tu smo, kopljemo ledino, vsi, vi, mi, a ne, prodiramo v eno področje, ki je amorfno, še neoblikovano. Pustite, no, da sem tako dolgo. Jaz imam pa eno tako vprašanje, ki se tudi spopadamo z njim. In sicer mene pa zanima, a ne, prej ste rekli, 70% recimo upokojencev sedi doma in gleda televizijo. Ali pa še več, no, nekako tako. Mi imamo pa problem, kako pa pridete do teh 70%. Tukaj je problem, a ne? Ker ne vemo, na kakšen način naj te ljudi privabimo, obvestimo, jim ponudimo, ne vem kako, s čim, kaj je tisto, kdaj je tisti pravi čas, če tega človeka dobiš, preden se zapre v svojo garsonjero, recimo, ne? Ja, jaz tudi mislim, da je to najboljša ideja, ki jo imam. Se mi zdi, da ta projekt, ki ste ga vi predstavili, gospa Rebec iz osnovne šole, pač tam so tudi v bistvu celo skupnost ste naslovili. V bistvu ste aktivirali vse starejše. Mi tudi tukaj, pač ta odziv na ta medgeneracijska srečanja je bil izjemen. Mi smo bili na osnovni šoli Vencla Perka, so v bistvu prišli vse babice in detke praktično. Ja, v 3. razredu, v 6. pa ne. V 6. ni bilo toliko, ker v 3. razredu smo imeli pa v bistvu za vsakega otroka babico in detka, če ne 2 babici in 2 detka. Ja. Pa so bili to pač zelo raznolike babice in detke. Zdaj, kot sem rekla, pač nekateri so bili taki, da so bili zelo aktivni, pa večkrat na teh srečanjih pa tako, drugi pa v bistvu absolutno niso bili vajeni brez otrok in tako naprej. Tudi mi smo spodbudili otroke pred tem srečanjem, da narišejo svoje babice in detke v akciji. In nekateri, večina jih je narisala, kako vrtnarijo. Nekateri so jih narisali, kako igrajo košarko pa nogomet. Ampak enih je narisal, kako z njim gledata televizijo, ker je bila pač to tista glavna akcija. Ampak tudi ta babica pa dedek sta prišla na to bralno srečanje in brala z njim. Tako da, mislim, meni se je tudi iz tega vidika, pač to je en tak dragocen projekt. Ja, iz tega recimo, nekaj sem prebrala, da na upokojitev se je treba pripraviti, a ne? In jaz mislim, da tisto pripravo moramo mi ujeti, a ne, ponuditi takrat, ker takrat se bo človek počasi že odločil, kaj bo pa delal takrat, ko se bo pa upokojil, a ne? Od 80. leta se borimo, Evropa ima zakon, je to obvezno pri delodajalcu ali krajevni skupnosti, da pripravi upokojenca, bodočega in družino. Pri nas se to ne more zgoditi, vse programe smo ponudili, so potem dali med brezposelne, ker tiste so postali pod mus k nam. Drugače pa pridobite te ljudi, ki samo doma sedijo, samo v osebnem stiku, in sicer ustno izročilo. Preko sosede v istem bloku pripelje še eno gospod, da tisto sosedo malo animirate, da bo še koga pripeljala. Ja, to je eden edini način zdaj. Pa lokalni mediji, ne delo. Sem pa prej govorila s kolegico, ki ima borzo znanja v Mestni knjižnici Ljubljana, pa rekla, da je borza v mestu zelo živahna. Mestni starejši ljudje nimajo toliko drugih opravkov, pa pridejo na ta vabila. Medtem, ko mi na podeželju imamo vrtove, letos je toliko jabolk, ki imam komaj čas Ej, moji ljudje, jaz vodim eno srečanje starejših ljudi v knjižnici Medvode. Če sije sonce, pa oktobra, ko še ni vse obrano,
Potem pa ne vem, kdaj se začne kopati na vrtu, marca, aprila, maja je vsip, nimajo časa. Oni, tako da na podeželju ne imajo, ja, je veliko vrtov, pa rože, pa nabiranje bog, pa te reči. To vam jaz izkušila. Ja, zdaj, jaz že dlje časa, ker imam še svoje okolici, vsi imamo kakšne starejše, a ne, detke, babice in tako naprej. Ampak sama se pa tudi pridružujem v tistem času, ne. Ampak vidim problem, ne, od posameznika, od mene, pa kogarkoli od nas, ne, pričakujejo do zadnjega dne, recimo 40 let dela, da delamo s takšno intenzivnostjo, s takšnim, bom rekla, nekim žarom in s takšnim znanjem, kot smo delali vseh 40 let, tudi ko smo bili mlajši. In potem so nekako je neka družba tako, da rečemo, aha, končno bo prišel tisti dan, ko se bomo upokojili. In potem pa nekaj bo, kaj že, ne? In nihče ne ve, kaj bo, to je tista priprava, kaj bo, ne? Zdaj, če je človek sam po sebi zelo aktiven, ima takšno naravo dela, ki lahko to podaljšuje, ne? Skratka, ni tega mehkega prehoda, ne? Ne nazadnje, zakaj bi moral nekdo, ki pri 60, 65, če je zdrav, vitalen, ima svoje znanje, izkušnje, lahko je to vrtnarjenje ali visoko intelektualno, s tistim dnem zaključiti. In potem je prepuščen. In potem, ker je utrujen 1 leto, ne bi nič, potem je po garsonjeri ostal sam. To smo razmislek, to ni rešitve, ne? Tako razmišljam, ne? Ali morda kot družba lahko razmišljamo o tem v neki prihodnosti, ki je najbrž jaz ne bom dočakala, pa vendarle, da bi bil ta prehod drugačen, da bi lahko delal pri 65, 70 skrajšanim programom. Sve ne mislim, da bi vsi mentorirali, ker na svetov je malo dovolj, ampak da bi lahko svoje delo popravljal, pa vendarle ne polnih 8 ur od do, ki te nekdo skozi žene, bodi se, da sam sebe ženeš ali te drugi. Skratka, morda je kdaj razmislek o prihodnosti tudi to opcija, vse zdaj ne je bilo mest in tako naprej. Vendarle, pa si pa odrezan, zaključen, neuporaben in pa si en mesec srečen, ker si končno imaš mir, kaj pa potem? Tukaj morda je še en velik prostor, ki ga danes verjetno ne bomo razrešili, ko se že pogovarjamo, kaj bo v prihodnje. Bi se sam navezala na to, ker mislim, da strategija v dolgoživi družbi ravno na tem dela, da ne bi bilo te prekinitve, da se iščejo programi, kako v bistvu delati tisto, kar radi počnemo, da potem ni nekega zaključka, ampak da se to nadaljuje. Da nekako razmišljanje je že v tej smeri. Ja, krasno, no, se to verjetno vsi zdaj malo to smer. Ja. Jaz tudi imam občutka, da so starejši taki zapečkari. Kadar grem na koncerte Slovenske filharmonije, to samo starejši ljudje. Kadar grem v kinodvor filme, v glavnem starejši. Moram pičati, ker sem 7 veličastnih, da ne rečem briljantino, da vidim kakšnega mlajših ljudi. Zelo boleče odsotni na teh prireditvah so ljudje, srednja leta, ki hodijo v službo, ki imajo starše, ki imajo otroke, za katere skrbijo. To se mi zdi najbolj odsotno. Razumljivo, ja. No, tako da ne mi preveč razumljivo. Ja, je pa recimo pri nas v Kranju, če pogledamo, bom rekla, teh 30%, ki je aktivnih, jih srečaš v muzeju, pa jih srečaš v knjižnici, pa kamor se odgibaš, so v bistvu eni in isti ljudje. To so ljudje, ki so aktivni, že sami po sebi, jaz bi pa rada v njih, 70, ki jih cedini, ki rabijo, ampak jih ne moramo pocukati. To so te Elze. Vsak moj ime. Zaključimo. Ja, tako jaz se vam vsem najlepše zahvaljujem za vašo pozornost.